Se mi zdi, da moram še nekaj posneti okrog telih kulturnikov, tako imenovanih. Tudi Zlatko Čordić je kulturnik, reper, dobro repa, četudi brez repa. Ima pa rep in glavo, kar repa. Nevladne organizacije, ki se združujejo v CNVOS, to je Center nevladnih organizacij Slovenije, ima neko paradržavno konotacijo. Zdaj je okrog 27 000 društev imamo, vse je veliko športnih, ne? Ali pa največ, mogoče celo. Ampak vsa ta društva, ki se potem vključujejo v neke kampanje, ki so ideološko obarvane in delujejo na področju malo kulture, malo pa neke politične aktivacije. Vsa ta društva so levo konotirana in dobivajo enormna sredstva. Svoj čas, 2012, 2015 sem bil vključen, sam sem vodil kampanjo, referendumsko kampanjo proti družinskemu zakoniku, proti posvojitvam, proti porokam v istospolne partnerske skupnosti. Z neko finto se je poskušalo prelisičiti narod. 2015 je bilo to, ko se je spreminjal zakonik, 4 členi so se nameravali spremeniti in so se to kar brez javne razprave, Cerarjeva vlada na pobudo Levice, z veliko pisano, se je to poskušalo. Jaz sem bil takrat že malo zverziran in hodil sem na vsa ta soočenja po raznih medijih pa okroglih mizah. Tam so kolobarili, bili so za družinski zakonik, eni in isti ljudje. To so se na pamet naučili neke paragrafe in se tam bodli z mano, pa še tam z nekimi izgad, nekimi RKC-ovci. Jaz sem bil pa civilna sfera, tako rekoč brez društva, sam proti vsem. In sem svojim levičarjem dopovedoval, da otrok rabi očeta in mater. Da je to največja korist otroka in da ima otrok pravico. Ne toliko samo do očeta in matere, ampak pravico za razvoj moralne odgovornosti, ki pa jo lahko razvijaš, torej v največjo stopnjo, postkonvencionalno, v primarni družini z moškim očetom in žensko mamo. No, tam so mi potem kontrirali te predstavniki civilne sfere, društev, eni in isti ljudje, Parada ponosa, Mesto žensk, Rdeče zore, Škuc, tam pa še nek inštitut 8. marec se je pojavil, Nika Kovač. To so društva, Mirovni inštitut, tam Spletno oko, Cenzura svobode govora. To je zavod, ni društvo, ampak je tudi civilna sfera. To molzejo občinski proračun, posredno potem seveda tudi državni proračun, ali pa prvenstveno državni proračun, to molzejo bolj kot se molze kravo. Večina teh nevladnikov je levo konotiranih in ta tranzicijski levi režim je spoznal, da se bo desnico ali pa konzervativce lažje prilisičilo, pretentalo na način, da se nevladniki, civilna sfera bori proti konzervativni ali pa desni ideologiji. Jaz sem srce na levi, drugače sem pa konzervativen, predvsem zaradi psihoanalize. In konzervativcem se v Sloveniji slabo piše. Če tudi smo nekateri levi konzervativci, ne samo leve konzervativne stranke ni, in tudi leve civilne sfere, ki bi bila konzervativna, ni. Slovenski konzervativci, desničari, krščanari, se skozi cerkev tam nekje združujejo, gre predvsem za združevanje mladih. Ker mladi imajo to društveno dejavnost, mladi so tudi brez službe, zdaj nezaposljiv kader z FDV-ja, FF-ja, FSD-ja, fakultete za socialno delo, kulturologi, sociologi kulture, tudi psihologi, filozofi. To je nezaposljiv kader. In kam drugam, kot tam neka društva se jih pošle, tam mora pa bentiti proti desnosti ali pa proti konzervativnosti. In mladi anarhisti to z veseljem počno, zato ker so nagnjeni k uživanju. Bolj kot je človek zrelejši, starejši, bolj pristno je njegovo moralno razsojanje.
Mladi protestniki v teh časih so moralno nerazsodni, ukrepi jim grejo na živce, samo uživali bi, zdaj pa s temi karantenskimi ukrepi in ostalimi preventivnimi ukrepi, da se narod zaščiti, da ne bo okužen, to jim gre zelo na živce, ker sektor uživanja je okrnjen, ne. Mladi pa to bi seksali kozajci, to bi se družili, opajali, imeli legalizirane droge, travo, to vse gravitira na levico z veliko pisano in ta levica financira skozi civilno-društveno sfero svoje volilno telo. In bi radi, te na levici, da bi imeli volilno pravico tudi dojenčki, torej te 16 let stari. Ker pojma nimajo, kaj je življenje, pojma nimajo, kaj je nadjaz, kaj je moralna razsodnost, to bi samo uživali. In tudi, če potem se zapišejo neki umetnosti, ne, sodobni kvazi anarho-umetnosti ali pa anti-umetnosti, pseudo-umetnosti, ne, to bi potem vse, kar se sprdnejo, ne, na slikarsko platno, tam zadaj je ena tovrstna umetnost. Tam je moj otrok na mojo pobudo, ko sem jaz risal, tam v 90-ih letih, začetku, je on s penzlom tam po slikarskem platnu, 2 leti bil star. Ne. To je remek delo Arjana Pregla, bi se dalo reči. Ne. In zdaj, če bi to nek anarhični slikar levega pedigreja prodal moderni galeriji, 5000 evrov minimalno za tole dobi, ne. Bo država to odkupila, ne. Ali pa v glasbi ni toliko blefa, ampak vseeno ne moreš ti imeti tam 3 otroke, hišo pri 40 letih in se kopati v luksuzu. To, kar recimo Zlatko Čordić dela skozi svoje društvo Svet je lep, obrača masne denarce, ne. Če bi bil tam nek bolj krščanski, mu to ne bi ratalo, ker bi tam za džabe pel v cerkvi. Ali pa repal, ne. Vseeno. Desnim oziroma konzervativnim se dela krivica. Sistem je tako narejen, ampak to samo slovenski sistem, da se politika fura skozi civilno sfero. Leva politika financira vsa ta društva, nevladne organizacije, tudi ekološke, zato, da se borijo proti desnosti, konzervativnosti in ves ta politični boj samo v Sloveniji, tako rekoč, se dogaja tudi na civilni sferi, to je paradržavna sfera, to so vladne organizacije, tako rekoč, ker so financirane po diktatu levega režima in to ni politično korektno, torej to ni po političnem bontonu, gre za prelisičenje nekega dela konzervativnega naroda slovenskega, to ni po političnem bontonu, to v Avstriji nimajo tega. In potem, ko se mi politično skušamo nekje uravnotežiti, ko poskušamo biti bolj bontonizirani, se to ne da, zato ker pride do izraza ravno te anarhisti, ala Čordić, ki so po vrhu še v dolžniškem odnosu s tistim levim režimom, ki jih financira, ki jim odkupuje angažmaje ali pa slike, karkoli, in potem se čutijo, govorim pa o tej petkovi Jenul partiji, temi kulturniki, oddolžijo se jim tako, da bentijo proti desni vladi, slučajno zdaj desna, časi so pa taki, da ni čas za proteste. Mi moramo ohraniti narodu zdravje. Te kulturniki, če gre na vse te univerze, ki jih v Sloveniji kar mrgoli, umetniške, tudi akademije, tam se učijo gledati na umetnost. Po svetu se umetniške univerze ukinjajo, zato, ker se skozi znanost ali pa nek teoretski diskurs razkrinkalo, kaj je in kaj ni umetnost. To sem tudi jaz naredil. V eni Zoom konferenci poleti, ko sem skozi psihoanalizo razložil, da vse pač ni umetnost, ne. Vsaka afnarija, ki ima averzijsko poreklo, po Freudu, ni umetnost. Ne, zdaj pa, če se greste vi tam na umetniško, ne vem kako, odsek za blef šolat, boste hitro dobili idejo, ali pa vam bojo pravili možgane, če ne izpita ne boste naredili.
da je umetnost to, pa to, ampak ne, moderni umetniki so pa danes postali aktivisti, družbeno-politično angažirani delavci, tako rekoč, ki se morajo zoperstaviti slabemu. S tem, da ti tam pove, kaj je slabo. Slabo je vse, kar je konzervativno. Dobro je pa vse, kar je levo, liberalno, to demokracija, in umetniki kot kulturniki so tisti, ki se morajo zdaj, to je njihovo poslanstvo, angažirati, demolirati družbo skozi svojo društveno dejavnost. In to se dela, država jih pa to plačuje jih levi režim, in to je sistemsko inkorporirano. Koliko je bil politični sistem vpet, ali pa SD, še prej kot Združena lista socialnih demokratov, kot protagonistka tovrstnega gibanja, koliko so bili oni prvi pobudniki, oziroma koliko so bili pobudniki o njihovi člani skozi civilno sfero, to je težko reči, ne? Ampak gre se za to, da Slovenija ima sistemsko ustoličeno civilno sfero tako, da zliva vodo na mlin levega režima, leve ideologije, in mainstream mediji jim to omogočajo. To pride v eter samo iz teh nevladnih organizacij, Inštitut 8. marec, ekskluzivno pravica dogovora o feminizmu, podmladek feminizma. Zdaj jaz, ko pišem tele knjige, tele prvi spol, ko imam v mezincu vso patologijo feminizma, jaz niti variante ne smem blizu. Ni Kakovač reče, oči je rekel, da lahko pridem v Studio City, takoj je tam. In to ni politično korektno. Narod se bo sprl. Mi smo besni, da se delajo narodu krivice. Tistim, ki smo konzervativni, se slabo piše. STA navija za Čordiča. Zdaj tam citira neko Upenu, to je pa neko pisateljsko društvo, so se zavzeli za Čordiča, ki mu je odzet nek status. To STA takoj poroča. To je tista STA, ki jo jaz vidim kot zelo slabo, ker enoumno poroča tako kot RTV. In vsa ta pisma desne vlade, ali pa Janše, če hočete, so upravičena. In zdaj jaz tale govorim iz Trbovelj, iz legla komunistov. Jaz sem levičar, ampak mi ne smemo narod dokončno sprejeti, ker se zdaj v teh COVID časih edini tepemo med sabo, namesto da bi se družno uprli zoper koronavirusu, se mi tepemo med sabo. Z nekim Čordičem, ki je v dolžniškem odnosu z levim režimom. Seveda more repati brez maske na RTV-ju, to mu omogočijo, tam nadlegovati nekega doktorja, to je psihopatsko. Potem takoj Evgenija Carl stopi na stran Čordiča posredno in napada Kreka, enega uglejenega doktorja. Mislim, to imamo samo mi v Banana Republiki. In ne more zdaj to vlada temu narediti konc, sploh ne desno-sredinska vlada, ampak bi to morali narediti levi strici iz ozadja, levi politiki, a ne teli iz kula. To bi mogel narediti Kučan, to bi moral narediti Golobič in reči, naš sovražnik v tem trenutku je COVID-19, s tem se mi borimo. Zdaj pa še njim prišepnem, tem levim stricam iz ozadja, da mi ne moramo imeti sprt narod na način, da levica ohranja vse te privilegije, fura nek elitistični luksus, se kopa v denarju, moze državni proračun, občinske proračune, tam skozi neke mladinske centre, zavode, v teh, rekel, nekih levih občinah, vse mogoče desne občine, pa bolj financirajo kako cirko, Ampak mi ne smemo politični ali pa družbeni akcent imeti usmerjen v utrjevanje razprti med levimi anarhisti in tistimi malo bolj zrelimi, starejšimi, ki smo konzervativni. Mi ne moramo slepo podpirati mlade v njihovem anarhizmu. In levi politiki morali temu konec narediti.
Naloga levih stricev iz ozadja je, da umirijo svoje konje, te mladce potegnejo nazaj in dopustijo, da tudi drugače misleči pridejo do izraza, da tudi drugače misleči dobijo besedo na RTV-ju, na Pop TV-ju, na kanalu. Da je poročanje uravnoteženo. Vse to je naloga levih stricev iz ozadja, ker to, kar se gremo mi, vodi v vojno med narodom, znotraj naroda, med levimi in desnimi. Namesto, da bi se vsi borili za blaginjo življenja, tudi ko bojo korona časi mimo, ko bo kriza mimo, se bomo mi morali znajti. Delati bo treba, ne furati neko anti-umetnost, kvazi umetnost, pseudo-umetnost. Treba bo delati, ne pa iskati zaveznike, ki nam bojo financirali uživanje. Tako razmišljajo te levi anarhisti, ki kolesarijo. Petkovo protestiranje, to je vse ta leva scena, ki se bori za ohranjanje privilegijev, ki smrtno sovraži Janšo. Levi strici iz ozadja boste morali temu narediti konec. Rodi stvori, ne vem kako, če ne, čez 5 let bomo imeli državljansko vojno. Če ne boste vi svojih levih anarhistov, ala Čordić, Jenull, ured spravili. Amen.